Pozdravljeni, moje ime je Mateja Rudolf, prihajam iz Državljanske liste in sem kandidatka v Slovenj Gradcu. Ker me še ne poznate, se vam želim predstaviti. V prvi vrsti sem mama 3 otrok, 2 punci sta že odrasli, ena ima že 2 otroka, druga študira na Biotehniški fakulteti magisterij in najmlajši sin je star 15 let in gre zdaj v srednjo šolo. Sicer pa na delovnem področju delam že skoraj 25 let v naši privatni firmi. To je RR & Company, Noli Center. Pri nas se zadnjih 15 let ukvarjamo z pridobivanjem nepovratnih sredstev za projekte, ki so usmerjeni v raziskave, razvoj in inovacije. Po velikosti firme se uvrščamo v prvih 10% vseh svetovalnih družb na tem področju v Evropi. In smo uspešni, nam gre v redu, plače plačujemo, prispevke prav tako, tako da smo, bom rekla, v vsem tem času, odkar firma posluje, to je že od leta 90, pridni in spoštujemo zakonodajo in plačujemo davke. In to je pomembno. Če bi se vsi delodajalci obnašali na tak način, nam ne bi bilo težko danes, ampak nam je. In zakaj se bomo pravzaprav zavzemali v Državljanski listi? Prva stvar je gospodarstvo. Mi želimo, da se gospodarstvo, da pride spet iz špirale, ki gre vedno nižje, da se začne vzpenjati gor. Kaj pa to pomeni? S kakšnimi metodami in sredstvi lahko to naredimo? Glede na to, da živimo v pravni državi, se razume, da pač moramo postaviti pravni okvir. To, kar bomo naredili, je, da bomo zmanjšali davke in prispevke iz 50% na 40%, vendar bomo zahtevali, da se bo del tega denarja, ki bo ostal delodajalcem, prelil v žepe delavcem. In to mislim, da bojo vsi veseli, zaradi tega, ker vsi vemo, koliko veliko denarja je treba dati za plače, pa koliko malo denarja pravzaprav ostane ljudem za dostojno in lepo življenje. Druga stvar, ki je s tem povezana, je zakonodaja, ki se tiče stečajev. Mi v Sloveniji smo v zadnjih 23 letih malo zblodili to zakonodajno stečajno funkcijo, zaradi tega, ker na koncu dobimo v stečaj samo še okostnjake brez mesa in dejansko tudi ljudje, ki so delali v tisti firmi, ne morejo več računati, da bojo delali. Še ena zadeva, ki je pomembna, to pa je zdravje ljudi. Po drugi strani pa, če govorim o zdravstvu, zdravstvo je čisto nekaj drugega. Zdravstvo je pravni okvir, v katerega dajemo davkoplačevalci danes zelo veliko denarja. Cenim, enako kot moji kolegi v Državljanski listi, da je naš minister, gospod Gregor Virant, dosegel to, da so se začele preiskave zaradi korupcij, zaradi kriminala v zdravstvu in vsekakor bomo to pot nadaljevali. Ravno tako tudi z tanko upravo, zaradi tega, ker v Sloveniji, ki pač šteje majčkeno več kot 2 milijona ljudi, si pač težko privoščimo tako široko zasedbo ljudi v določenih organih upravljanja. Za zaključek, vse volivke in volivce pozivam, da pridete na volišča. To je nujno potrebno. Če vam je všeč naš program, ga lahko podrobno prečitate na naših spletnih straneh d-l.si. Sicer pa za mojo malenkost Mateja Rudolf, Državljanska lista, Slovenj Gradec pod številko 8. Najlepša hvala vsem skupaj.